Vse okej, no, vse v redu, ja. Ful je lepo, super je. Okej, hodiva že ful dolgo res, a sva že tam, prosim. Pa daj zdrž, no. Vedno se hvalaš, koliko lahko vse kot moški, zdaj pa teh par korakov ne moreš narediti. A veš, prej, ko sem bila pri srednješolcih in si videla, kako se oni učijo tesarskega poklica. No, zdaj ti bom pa jaz pokazal plod tesarskega dela v živo. Pridi! Okej, se bom okej. Da počakaj, no se pridem, no daj. Pa ti nisi normalen. Koliko je še teh stopnica, se ti hecaš, kam me ti vlačiš? Sem malo zadikala, ne? Sam pazi, gled to, tada! Gled ta razgled, gled to naravo, ta zrak. Dihi. Zrak je, čak da se nadiham, saj. Pa, ti pokazal, da je par stvari, ki jih drugače v Ljubljani tiste magli ne vidiš, ne? Triglav imamo tam dol. Kako veš, da je tam Triglav? Se nič ne vidi. Sledi črti, ma vidice, nam viš te bele kape. To je Triglav, baby. Za nama, Ljubljana, magli, kri imaš tam dol. Kaj imamo še? Begunščico, lej, direkt tam je. Ja, seveda, lej tam, tamle vidiš, tam je pa najna hiška, jo vidiš? Najna hiška, v megli. Nekje. A dej, veš kaj, pusti to hiško zdaj primer. Poglej to, poglej ta stop, 22 metrov visok. Najvišji v Sloveniji, tak lesen. Ja, sem opazila, da je visok, da sem hodila gor po stopnicah. Glej, zdaj saj ne je plose, tako zibam, nikamo ne gre, ne levo, ne desno, kako je to močno narediti? Si zihar, da se tole ne poruši? Ma to ne mogoče. Škoda to je enega znanja od zadaj, projektiranja, statike, to vse začune, da se nikamo ne premakne, ene ljubezni v ta les. Kakšen les pa je to sploh, da zdrži? Ne vem, po mojem hrastalo kaj tasga. Veš kaj, poznam enega človeka, ki ti ga zdaj predstavil, ki nam bo o tem stolpu več povedal. In ko boš ti to vse zvedla, boš ti isto zaljubljena ta stolp, tako kot jaz. Greva! Čak, ti ješ za meni tu kost tam peko, a nisi mi obljubil neko presenečenje? Počakaj, zdaj prideta dva moja prijatelja iz Planinskega društva Vrhnika. On vam veliko veste o tem stolpu in te boste navdušila, boš videla. Lahko se lepo popeče. Dan, živjo. Dober dan. Živjo. Janja. Čaj, Roman. Ja, super, hvala. Evo, Janja. Tudi tebi čaj. Dan. Živjo, Janja. Milan. Živjo, me veseli. Dober dan. Kakšna zgodovina tega stolpa? To je sicer nov stolp, ampak zgodovina je pa dolga, ne? Ja, res je. No, po vojni 55. leta, potem je pa vznikla ideja v turističnem društvu Vrhnika, da postavijo lih tako hrastov stolp, 20 metrov visok, no in ta je zdržal do letošnjega 31. januarja, ko smo ga podrli, da bi dali mesto novemu. Pred nami je ta lepotec, ki zdaj tukaj stoji. Imeli smo veliko dela, napravili smo ga v bistvu čez zimo. Začeli smo z 31. januarjem, smo starega podrli, potem pa začeli z zemeljskimi deli in z konstrukcijo, ki se je pri tesarstvu Kregar pač počasi naredila in smo z avtodvigalom po elementih to stvar skupaj spravili. Danes, ko se ozremo nazaj, so številke tako vrtoglave, da sploh še ne moramo verjeti, da smo kaj takega zbrali in postavili. Mogoče samo še to, zakaj je lesen stolp, ne? Ja, to mene zanima, zakaj ni jeklen? Ja, no, točno tako. Ravno
ko smo med drugim, med tem časom, v tistem letu smo tudi naredili anketo med prebivalci Vrhnika in pa obiskovalci planine, kakšen stolp želijo. Pa je padla tudi ena taka nora ideja, kot si ti rekel, da bi bil to jeklen, da bi bil betonski, ampak v kaj pa še lepšega v to lepo okolje, kot pa en lep lesen hrastov stolp, ne? Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 998 prostih delovnih mest za poklic tesar. V enakem obdobju je zaposlitev iskalo 110 brezposelnih tesarjev. Brez dobrega tesarja ni dobre strehe.